Hej folk, čas je spet za bedne oglase in tokrat sem se odločil združiti skupaj klasične bedne oglase iz Bolhe z bolj modernimi oglasi iz Facebook Marketplacea. Da je Facebook Marketplace bolj modern pa zato, ker opažam, da je zadnje čase količina bednih oglasov tam gor ful narasla. Že recimo, če začnemo z boomerji, ki dajejo gor slike sebe namesto slike tega, kar dejansko prodajajo. Kaj je to? Ta sploh ni boomer. Vidiš, da so zobi še njegovi po plombah. In ta je 2-krat slikala sama sebe. 2-krat. Hej mama, imaš še vedno tisti TV? Ja, ampak bom dala oglas na Facebook. Ja, samo poskusi tokrat ne slikati sebe kot pri jogih, ampak dej gor sliko dejansko TV-ja. Ja. Ja, ne, ampak to si rekla že za jogi in pol si bila začudena, zakaj ti ljudje pošiljajo neprimerne ponudbe. Ja, vem. Ej, kaj prideš ti skupaj s tem jogijem? Ja, vem. Ej, ga lahko še testiram s tabo, preden ga odpeljem. Ja, se spomnim. Ej, vem, kaj bi lahko jaz in ti počeli gor na tem jogi. Ja, okej, se spomnim. Samo povem, da ne boš spet. Ne bom spet, no, vem, kaj delam. Dobivaš sporočila, kako bi te vrgli čez televizijo? Dobivam sporočila, kako bi me vrgli čez televizijo. Nimam nobenih dokazov, da se je ta pogovor dejansko zgodil, ampak upam nekako staviti, da ni bilo daleč. Drugače pa, ne vem za vas, ampak dostikrat hodim okoli s telefonom po svetu in mobilni podatki niso vedno najbolj poceni in zanesljivi, tako da potem se dostikrat povezujem na ta razna javna Wi-Fi omrežja, ki vsake toliko tudi sploh niso zaščitena. Kar pomeni, da lahko naključni ljudje vidijo, na katere strani se povezujem in če stran ni varna, celo pridejo do mojih zasebnih podatkov. No, v takih primerih preprosto prižgem VPN in bam, noben več ne more vohuniti, kaj gledam. In če bi tudi vi radi imeli eno skrb manj v življenju, preizkusite Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker boste tako lahko surfali po internetu varno in anonimno. Zato, ker so nekatere storitve opazno bolj poceni iz drugih držav. In zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne oglase vi gledate in zakaj. Poleg tega vas pa njihova dodatna storitev Surfshark One zaščiti tudi pred virusi in drugimi nezaželenimi vsebinami. Tako da pojdite na surfshark.com/Marko oziroma uporabite mojo kodo Marko na blagajni za 4 dodatne mesece Surfshark VPN-ja. Okej, zdaj pa pejmo nazaj na video. Ampak vsake toliko dajo gor na oglase tudi slike, ki sploh niso njihove. V Izoli se za 5 mesecev odda enosobno stanovanje. Ta gospod je žal prišel po pomoti zraven. Je pokojni, se opravičujem. Ne, da bi to zbrisala ali zamenjala sliko. Ona je šla pisati komentar spodaj. Da ne bo kdo po narodi najel stanovanja in potem se čudil, zakaj je v obliki črke L in ne v obliki tega gospoda. In če se eni malo premalo trudijo, da ne bi bil kakšen obraz viška na oglasu, se drugi trudijo mogoče celo malo preveč. Obleka za prvo sveto obhajilo. Kdo se je tukaj toliko potrudil digitalno obglaviti to malo punco in zakaj? Ker to si je mogel nekdo prav vzeti čas za narediti to sliko res bizarno in ne štekam čisto, kaj je poanta zadaj. Kaj je narobe samo z enim navadnim črnim kvadratom čez glavo? Ali pa lahko tudi vrečka, če ti gre mala iz nekega razloga na živce in je hočeš malo zezati nazaj. Ampak jo prav photoshopirati ven iz njene obleke za obhajilo, kot Stalin svoje sovražnike iz slik, je že malo creepy. Ampak seveda, creepy stvari za otroke tukaj gor ne manjka. Dolfe in Terminator. Figurici iščeta nov dom, poštnina všteta. Ne, plastični Hitler ni original Lego, kakor nekateri presenetljivo sprašujejo. Mislim, je res toliko presenetljivo?
Ker čeprav bi bilo kar čudaško, da da ven Lego nov komplet kock Auschwitz, ne vem, če je bistveno manj čudaško, da si ti šel prav poiskat in kupiti tako figurco, ali pa jo sam naredil iz lastnega veselja. Mislim, iskreno na tem oglasu mi je marsikaj bolj presenetljivo od tega vprašanja. Ampak ta prodajalec vsaj ve, kaj ponuja, ker eni pa res delujejo kot da ne. Vrtni palčki, 8 komadov, podarim. Podarim večje število vrtnih palčkov, 8 komplet palčkov. Stari, ne vem zakaj, ampak ko pogledam to sliko, mi nekako deluje, da je teh palčkov 7. A veš, tale figurica in 7 palčkov zveni odkje znano? Glej, ne vem, lahko pa so tvoji starši sovražniki Disneya in so ti brali 8 palčkov za lahko noč. Bilo je 8 palčkov in tako je ostalo. Lahko noč. Tata, ta zgodbica je malo uboga. Pej spat ali boš tepen. Nova Gorica. Eno leto star XXL, dolžine 3,30 cm, kupljen kot darilo. Čaki, kupljen kot darilo? Zakaj ga potem še vedno imaš? Kaj, ga nisi podaril? Tle, ali si ga kupil za neko žensko kot romantična gesta? No, lahko spiš z njim, ko mene ni zraven. Edino si pol ugotovil, da ona nekaj podobnega že prakticira, edino niso na koncu pliškoti nagačeni. Ali pa si ga hotel nekomu podariti in so ti rekli ne. Kaj the fuck je narobe s tabo? Kam naj dam tega 3 metre velikega medveda, kaj si glup? In zdaj prodajaš za 70 evrov nekaj, kar nekdo ni hotel vzeti za stonj. Ja, srečno. Telefon, 100 evrov. Sem šel pogledat po netu in najdeš tak telefon že za od 25 evrov dalje, tako da, ja. Če je komu ta oglas cool, prodajam moj telefon za jurja in pol. Prodam nov telefon zaradi nepremišljenega nakupa. Zaradi nepremišljenega nakupa. Je to lep način za povedati, da si se zajebala in bi zdaj rada, da se še kdo? Ker iskreno, za ta telefon bi mogli mene plačati, da ga vzamem. In dejansko imaš tudi oglase, kjer folk plača tebe. Plačam 1 evro za vsako sliko malice na zasebno sporočilo, za namen diplomske naloge. Stari, o čem ti pišeš diplomo? O šniclih ali kaj? Po tisti slavni diplomi o bureku zdaj izgleda dobimo še to. Diplomska naloga z rezki in narezki. Pač, resno, prihodnje generacije bojo ene najvišje šolanih konobarjev v Evropi. Ni pa problem samo, kaj ljudje vse ponujajo na teh oglasih, ampak tudi kako. Prodajam samo enkrat nošene, ker so mi za eno številko premajhne. Ah, dobro, da si dal sliko noge zraven, ker drugače sploh ne bi vedel, kam si natakneš ta skrivnostni pripomoček. Je to kapa? Kozarec? Neka nova vrsta kondoma? Kdo bi vedel? Omarica, kopalniška. Res ni šlo slikati te omarice kako drugače? Ali jih folk ni pripravljen kupiti, dokler ne zvejo, kakšne barve gate nosi bivša lastnica? O moj bog, ljudje, telefoni nimajo omejenega filma za slike, ne rabiš uporabiti prve, ki je narediš. Ideje za kosilo, reakciji na popečenem kruhu z omakico. O moj bog, kaj? Kdo je rakce na kosu kruha? Nag! In jih servira na tleh zraven stopal, da ja človeka prime to čim prej popapcat. In sploh niso zraven samo njegove noge, še ena noga je na drugi strani. Koliko nagega folka je zdaj zraven teh rakcov in zakaj? Mislim, kaj zdaj točno mi tukaj gledamo? Vašo malco ali predigro? Ne vem, bolj ko gledam to objavo, manj me mika vedeti, kaj je skrivna vsebina v omakici.
Ogromen ključ! Predam ogromen ključ 75,80, lahko v kompletu za ključ 60 evrov oziroma najboljši ponudnik. In vemo, da je res ogromen ključ, ker ga je slikal zraven pločevinke za primerjavo. Kar je, po tem, kar sem videl na internetu, nekako klasična metoda, da na sliki pokažeš, kako veliko orodje imaš. Nekako ugibam, da to ni prva slika s pločevinko, ki jo je ta majster kam objavil. Pa še vžigalnik je dal zraven, da če kakšni otroci to gledajo, se lahko naučijo vseh dobrih navad naenkrat. Masažni bazen! Misliš, sod? Prodam doma zamišljen in sestavljen masažni bazen. Misliš, sod? Plastična kad ima 1500 litrov, višina 1 meter in premer 1,55 metra. Stopnice so original, Bestway, boljše kvalitete. Original stopnice za vsod? Zraven je tudi kvalitetna črpalka Enhel, filter, vse cevi, solarni grelec vode in masažni sistem s šobami, ki se da v kad. V sod? Kvaliteta neprimerno boljša od napihljivih masažnih bazenov in se vsekakor ne preluknja ali hitro izrabi. Ja, vem, zato ponovadi v njih meljemo grozdje. Razen kadi je vse novo, kupljeno lani. Kje? V Agrocentru? Možnost ogleda in nakupa v Kopru. Okej, ta del bi lahko tudi spustili. Pač ne rabi metati slabe luči na celo mesto, samo ker se vi radi kopate v vinogradiških pripomočkih. Eni smo normalni. Ampak najbolj noro glas, ki ste mi ga tokrat poslali, pa ni prišel iz Bolhe in niti iz Facebook Marketplacea. Najbolj noro glas je prišel iz ene Facebook skupine za vegane. Pozdravljeni, nujno potrebujem selitev. Ja, slabe novice, če misliš, da ti bo kdo iz veganskega foruma ful v pomoč pri prenašanju pohištva. V primeru, da ima kdo kakšen neizkoriščen prostor v stanovanju, me lahko kontaktira. Aha, torej, tvoj problem pri selitvi ni kako se preseliti, ampak kam? Ker to zveni, kot da ne rabiš pomoč pri selitvi, ampak življenju. V zameno za vegansko hrano in prenočitev, pozor, zelo glasno smrčim. Wow, kako to ni parodija? Nudim pomoč pri vsakodnevnih opravilih, košnji trave, urejanju vrta, sprehajanju psa, če ga imate. Aha, torej rabijo prav imeti bajto z vrtom zate, id živeti v blok odpade. Fak, dan danes so še brezdomci izbirčni. Za tako zelo veliko uslugo vas prosim za to, ker sem brezposelna oseba in živim na račun hotela Mama in Ata. Imela sem že več služb, vendar se nič ni obneslo. Si se probala v kakšni od teh služb slučajno tudi malo potruditi? V primeru, da lahko kdo prevzame vlogo mojih staršev, se resnično priporočam. Jaz bi ti po tem stavku bolj priporočal kakšnega terapeuta. Pač sorry, ampak si prva odrasla oseba, ki sem jo kdarkoli videl iskat posvojitev. Trenutno me delodajalci ignorirajo. Kaj? Ne štekam, zakaj? Deluješ idealna zaposlena. Na delovnih mestih sem bila velikokrat žrtev psihičnega nasilja zaradi drugačne hrane. Ja, da jih ni bolj zmotilo tvoje smrčanje. V glavnem potrebujem duševni mir in neomejeno količino spanca, kar mi je doma onemogočeno. Neomejeno količino spanca. Folk, se bojim, da boste mogli kar sami sprehajati tega psa. Povsem razumem starša, zato jim skušam pomagati in trenutno ne vidim nobene druge rešitve, kot da se umaknem. Mislim, tudi da nehaš cele dneve spat in si končno najdeš službo, bi bila ena rešitev, samo verjamem, da je ne vidiš, če imaš večino dneva zaprte oči. Trenutno nisem ponosna sama na sebe.
Ne za biti žleht, ampak res ne zveni niti približno, kot da bi imela zakaj biti. Zaželjeno, da me k sebi vzame veganka, v nasprotnem primeru je pogoj ločen prostor za zasebnost. Ločen prostor za zasebnost. Misliš, lastna soba? Zakaj tako pišeš? Če bi hotela svojo kopalnico, bi napisala kaj? Ločen prostor za higienskost? Kontaktira me lahko samo resna in zanesljiva, empatična oseba z pozitivno osebno naravnanostjo. Občasno bom rabila tudi prevoz. Kaj? Prevoz kam? Sej ne delaš nič! PS, sem zelo velika porabnica vode, pojem pa tudi ne malo. O moj bog, ta oglas bi se lahko klical Cimra iz pekla. Nič ne delam, sem glasna tudi ko spim, imam fuljenih zahtev in še strošek sem zraven. Kdo ponudi več? Brez problema jem samo hitro hrano, kot je toast, humus in gor zelenjava, tako da ne rabim samo kuhane hrane. Je pa res, da z velikim veseljem pojem kaj kuhanega. Ja, pol si jo pa skuhaj, pizd! Kupi hrano, dej jo not v lonec, gor na štedilnik in pride ven kuhana. Čira fucking čara! Mogoče, če kdaj poješ še kaj drugega kot samo toast s humusom, boš imela celo dovolj moči za kaj drugega kot samo spat cele dneve. Glej, ne vem, samo ideja. In to je bilo to za danes. Ne morem verjeti, kaj ste mi vse spet nabrskali za ta video, tako da, če najdete še kaj podobno norega, vi samo pošljite. Vedno pride prav. In če ste se zabavali, lajkajte video in se naročite na moj kanal. In pa seveda preizkusite Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde folk, čau! Ko pogledam to nebo,